V imenu gostinstva Bencak je ček simbolično predal Aleksander Bencak. Za to donacijo smo se odločili zaradi tega, ker je bilo pač v občini za čas poplav ogromno gasilcev, kateri so bili izpostavljeni na delu, kateri so riskirali svoje dopuste, svojo opremo in je s tem treba tudi nekaj nadomestiti. Menda ste vedno na voljo, kadar vas nekako pokličajo na pomoč oziroma ko je potrebno poskrbeti tudi za te posredovalce, da so nekako preskrbljeni. Tudi sedaj so nas dobili sredi dopusta, smo prekinjali dopust in začeli delati za njih. Kaj to konkretno pomeni? Vedno nekako, kar se da v moči narediti, ali neke tople malice, kdaj samo sendvič, pijačo, katere pač gasilska društva ne morejo imeti na zalogi. In se vedno iz naših zalog črpa to. Sami so v teh poplavah imeli srečo. Smo zelo dobro prišli skozi. Niti v kleti ni bilo vode, niti nikjer. Občina Medvode je bila sicer ob avgustovskih poplavah ena od bolj prizadetih na Gorenjskem. Poplavljeno je bilo skoraj 300 objektov in uničeno za več kot 11 milijonov evrov občinske infrastrukture. Posledično so veliko stroškov in škode utrpeli tudi medvoški gasilci. Opreme, ki se je na teh intervencijah ali poškodovala ali pa uničila, je resnično zelo veliko. Gasilske cevi, ki smo jih uporabljali tako na požarih kot za prečrpavanje vode, so kar dotrajane, popokane in to je sigurno eden izmed stvari, zakaj bo šla ta donacija. Vse črpalke so bile dane na servise ali pa nabavljene nove, tako da tudi za te stvari bo šla lahko donacija pokvarila oziroma uničila pa se je tudi osebna zaščitna oprema gasilcev, od škornjev, delovnih oblek, pasov, čelad, rokavic, tako da namenov, zakaj se lahko ta sredstva porabi, je res veliko. Prav za vsako donacijo, majhno ali veliko, pa izrekajo hvaležnost. Res je, da so imeli prostovoljna gasilska društva tudi kar nekaj škode in pa seveda kar nekaj stroškov s samimi intervencijami. To se pravi, sami donatorji so veliko pomagali po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih. Imeli smo tudi že znotraj Gasilske zveze večjo dotacijo 6 potopnih črpalk. Danes smo dobili torej še eno dotacijo 7 tisočakov. Enakomerno jih bomo porazdelili med 6 prostovoljnih gasilskih društev in Gasilsko zvezo Medvode. Vsake dotacije smo zelo veseli. Veliko je teh manjših dotacij, verjetno pa lahko pričakujemo dober odziv tudi od krajanov ob koncu letošnjega leta, ko jih bomo spet po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih obiskali ob raznosu koledarjev. Poplave pa so škodo povzročile tudi sami Gasilski zvezi Medvode, saj je zalilo njene lansko leto obnovljene prostore v objektu ob občinski stavbi. Notri v naši pisarni je bilo več kot meter vode in ko smo prišli prvo nedeljo po teh poplavah že čistiti svoje lastne prostore, je bilo notri cirka 30 cm blata in kar je bilo nižje od metra, veliko dokumentacij je bilo uničeno in tudi trenutno nimamo pisarne. Kar je bilo še dobrega, smo odpeljali trenutno v nov gasilski dom v Zgornje Pirniče, zdaj pa skupaj v sodelovanju z občino, ker se zavedamo, da ni to ravno prva prioriteta v trenutnem stanju na občini in skupaj z občino bomo, upam, našli rešitev, kam se bomo preselili kot pisarna. In dodaja še, da v Gasilski zvezi sicer niso zahtevni in imajo lahko sestanke tudi v prostorih posameznih gasilskih društev, vendarle pa je prav, da ima Gasilska zveza Medvode svoj prostor, tako kot ga je imela doslej vseh 28 let obstoja. Medvoški gasilci so imeli v zadnjih 2 mesecih torej kar 3 velike intervencije. Sredi julija je močan veter odkrival strehe in podiral drevesa. V začetku avgusta so bile močne poplave in plazovi v Polhograjcih. V začetku septembra pa še velik požar na kmetiji Misu z Vrhu. Tako da teh ur in izostanka iz dela je bilo kar nekaj, ampak gasilci smo takšni, da ko je potrebno, pridemo na pomoč in tudi v vseh teh intervencijah smo se odzvali, žrtvovali svoj čas in
krajanom, občanom pomagali po najboljših močeh. Pa vendarle, koliko ur ste mogoče bili vi osebno na intervencijah? Zdaj, glede na to, da so si intervencije res sledile ena za drugo, moram reči, da še statistike čisto natančne nisem delal, ampak mislim, da smo tam nekje blizu od 7 do 10 dni, tako nekako. Že sicer pa status prostovoljnega gasilca na državnem nivoju še vedno ni v celoti urejen. Statusu se že kar nekaj časa pogovarjajo v samem državnem zboru Republike Slovenije, vmes se zamenjajo vlade in pa seveda potem nekaj časa vse stoji. V tem trenutku, če govorim za letošnje zadevšnje, je v samih poplavah bil razpisan vpoklic za gasilce, ko so bile poplave, to se pravi tisti prvi petek in potem še ponedeljek in torek, zagotovo v naši občini so gasilci, ki so delovali, bodo dobili refundacijo dopusta s strani Gasilske zveze Slovenije. To je vendarle takrat država storila. Drugače pa je to v več ali manj v pristojnosti občine, torej lokalne skupnosti, in takrat mora lokalna skupnost poiskati sredstva, če pride do intervencije v nekem takem času, ko so ljudje v službah ali pa ko ne morejo v službo, da to pride po noči in potem ne morejo v službe, in seveda potem je lokalna skupnost tista, na katero pade breme refundacije, dneva dopusta ali kaj več. O morebitni nejevolji strani delodajalcev v primeru odsotnosti z dela ob intervencijah prostovoljni gasilci sicer ne govorijo radi. Se pa menda zgodi tudi, da morajo žrtvovati svoj lasten dopust, da priskočijo na pomoč sočloveku. In v tokratnih poplavah so reševali tudi življenja.